En dan, 3 reprezentance, 150 tekmovalcev. Troboj reprezentanc v atletiki v Olimpijskem centru v Češči vasi je bil pravi dogodek za vse ljubitelje kraljice športov. Dobro formo so pokazali tudi nekateri najboljši slovenski atleti. Jaz sem kar zadovoljna. No, prva tekma je, tako da sem še se malo lovila, ampak dober za prvič. Mislim, da je to ena odlična tekma in upam, da bo tudi v naslednjem letu oziroma naprej. V bistvu je današnje tekmovanje začetek enega dolgoročnejšega sodelovanja. Tudi včeraj na sestanku smo se usedli vodje ekip. Želja je, da današnje tekmovanje ostane tradicionalno, se pravi, da se vsako leto srečamo v drugem mestu v zimski sezoni, kjer bi tak troboj, se pravi troboj Slovenija, Hrvaška in pa Srbija v članskih reprezentancah odvili. Že se kaže tudi neke ideje o podobni poletni tekmi. Hkrati pa smo včeraj tudi začeli eno tematiko, ki se ji reče izobraževanje trenerjev oziroma izmenjava izkušnje trenerjev. V soboto sta v Olimpijskem centru potekala še miting in državno prvenstvo v atletiki za pionirje. Pestro pa bo tudi v prihodnjih dneh in tednih. Naslednjo soboto nadaljujemo ravno tako z mitingom in pa državnim prvenstvom za mladince, se pravi do 20 let. Potem ponovno miting in pa državno prvenstvo za mlajše mladince. Nato sledi vikend, ki ga bomo posvetili veteranom, se pravi državno prvenstvo za veterane in veteranke. In potem kar dvodnevno tekmovanje 22. in 23. februarja. Takrat bomo pa gostili državno prvenstvo za člane in članice, kjer seveda tako kot danes pričakujemo vse slovenske najboljše atlete in atletinje. Atleti so se tokrat pomerili v več kot 20 kategorijah v moški in ženski konkurenci. Z našo konkurenco, kar se tiče atletike, smo zadovoljni, predvsem zaradi tega, ker je to kontrolna tekma za vse atlete, ki bodo tekmovali v zimski sezoni, in tako Slovenci kot Hrvatje in pa Srbijanci so pripeljali praktično vsi najboljše ekipe, tako da je zanimiva tekma v tem obdobju. Glede na to, da so dogodek v taki obliki prvič izvedli prav v Češči vasi, so bili pomembni tudi vtisi gostov z Hrvaške in iz Srbije. Pogoji so tudi za njih kot neka pozitivna izkušnja, tudi včerajšnjem trening, ki so ga opravili Srbijanci, kot dajmo temu reči, da so malo preverili, kakšna je dvorana. Sem se z njimi potem pogovarjal in so bili zelo zadovoljni za samo dvorano. In pa upam, da po današnjem večeru tudi, da bodo zadovoljni za današnjo izvedbo tekmovanja in pa seveda tudi za rezultati. Olimpijski center v Češči vasi je že danes ena najpomembnejših pridobitev za slovenski šport v zadnjih letih. Ja, super, da imamo zdaj v Sloveniji tudi krožno dvorano, tudi za treninge, za tekme, tako da odlično, vse pohvale. Tudi Atletska zveza in pa tudi mi v Novem mestu, v Atletskem klubu Krka Novo mesto, pričakujemo, da bo to vsaj v zimskih dnevih, kot ste rekel, nek dom slovenske atletike in pa seveda tudi kolesarstva, glede na to, da v objektu ne govorimo samo o atletiki, ampak tudi o kolesarstvu, kar pa se kaže že z tekmovanji, ki se odvijajo. Že lansko leto smo praktično vsa državna zimska prvenstva imeli tukaj v atletiki, tudi letos jih bomo imeli in upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala. Bomo pa povsod poskušali bogatiti zgodbo še z mednarodnimi tekmovanji, podobni današnjim ali pa mogoče celo močnejšimi. Olimpijski center je zelo pomemben tudi za atlete domačega atletskega kluba Krka, ki je danes zatočišče za 600 vadečih otrok in atletov. Domači atleti zelo pridno in vestno trenirajo v tej dvorani. Praktično vsak dan so v tej dvorani, trenirajo za polno paro in pa upajmo, oziroma prepričan sem, da se bo vse to z novimi pogoji, ki smo jih dobili s to dvorano, vse to poznalo tudi na rezultatih, tako v zimski in pa seveda tudi v poletni sezoni. Slovenija je sicer zmagovalka prvega atletskega troboja, naši reprezentanti pa so na tem tekmovanju popravili 5 dvoranskih državnih rekordov.